Pogovor o. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, ki ste ujeli frekvence našega radia, prav ob času, ko odpiramo izjemno pomembno, a pogosto prezrto temo skrb za duševno zdravje in stanje na področju psihoterapije. Povpraševanje po psihološki in psihoterapevtski pomoči ne le v Sloveniji, tudi drugod po Evropi vse bolj narašča. A kljub temu v Sloveniji še vedno ni enotne in celovite zakonodaje, ki bi jasno opredelila, kdo sme izvajati psihoterapijo ter kako zagotoviti njeno kakovost in varnost za ljudi, ki uporabljajo te storitve. Ministrstvo za zdravje je s pomočjo delovne skupine pripravilo zakon, ki je na eni strani požel odobravanje, na drugi pa dvignil kar precej prahu. Da predlog zakona omogoča vstop nestrokovno usposobljenim posameznikom v javno zdravstvo, kar pomeni ogrožanje zdravja pacientov, vključno z najranljivejšimi bolniki in z resnimi psihiatričnimi ali nevrološkimi diagnozami, opozarja zdravstvena stroka, medtem pa psihoterapevti zakon pozdravljajo kot pomemben mejnik na poti k sistemski in zakonski ureditvi in skrbi za duševno zdravje ljudi v Sloveniji. O tem in še čem bomo govorili z današnjimi sogovorniki. Z nami v studiu so državni sekretar na Ministrstvu za zdravje, gospod Denis Kordež, pozdravljeni. Lep pozdrav. Direktor ljubljanske podružnice Univerze Zigmunda Freuda Dunaj, psihiater in psihoterapevt, profesor dr. Miran Možina. Dobar dan. Dobar dan. Vodja Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov Velenje, univerzitetna diplomirana psihologinja in specialistka klinične psihologije, magistrica Maša Naraločnik Sinur. Dobar dan. In podpredsednik Zveze organizacij pacientov Slovenije, gospod Franci Gerbec. Dobar dan. Pozdravljeni. Državni sekretar Denis Kordež, priprava zakonskega predloga o psihoterapevtski dejavnosti je trajala skoraj 2 leti, vanjo je bila vključena številčna delovna skupina. Katere so glavne točke ali rešitve zakona, ki bodo po vašem omogočile boljšo dostopnost in kakovost storitev ljudem, torej ureditev tega sistema? Hvala za povabilo in hvala za vprašanje. Vsekakor je treba najprej povedati, da tokratna verzija zakona ni prvi poskus in je pravzaprav skozi preteklost bilo več različnih delovnih skupin in tudi več različic zakona. Se mi zdi, da je eden izmed glavnih problemov, ker je že vrsto let to področje povsem neurejeno, neregulirano, in to je tisto, kar se mi zdi, da najbolj močno razdvaja stroko, torej vse deležnike, ki so v to tematiko ali oziroma ta proces vključeni. Govorimo o psihoterapevtih, govorimo o psihiatrih in govorimo o kliničnih psihologih. Vsekakor je po javni razpravi, na katero je bilo izjemno veliko pripomb in komentarjev, potem nastala ta verzija, ki pa je bila vsekakor široko, dolgo usklajevana. Kljub vsemu, seveda niso vsi deležniki v celoti bili zadovoljni ali imeli občutek, da so slišani, pa vendar, kaj zakon v resnici prinaša? Prvo kot prvo, prinaša prvič v zgodovini regulacijo in postavlja kriterije, kdo, kaj lahko in na kakšen način. Ker je treba biti iskren in povedati dejstvo, da to, kar danes v obravnavo sprejemajo psihiatri in klinični psihologi, strani trenutnih psihoterapevtov, ki so, če jih poimenujemo na široki paleti, od izjemno vprašljivo usposobljenih do ustrezno usposobljenih, in temu sledijo tudi takšne obravnave. In je potrebno to regulirati in to prinaša ta zakon. Ker pa to postavlja v zdravstveno dejavnost in ne predstavlja, da se bo ta kaos in ta neurejen sistem zgolj premaknil v zdravstvu, vendar oziroma bo postavil jasne pogoje, merila in kriterije. Na podlagi tega bodo tisti, ki danes to izvajajo neregulirano in niso ustrezno usposobljeni, tega več ne bodo mogli izvajati. Tisti, ki bodo pogojem in merilom ter kriterijem ustrezali, bodo prejeli za to ustrezno licenco in, kar je pa najbolj ključno, bodo podvrženi temeljni zdravstveni zakonodaji, kar pomeni, da sledi nadzor, obvezno strokovno izpopolnjevanje in sledijo tudi sankcije. Danes
ne more, ne država, ne ministrstvo, ne zdravstveni inšpektorat, nihče ne more neustrezne psihoterapevtske obravnave nadzirati, je preprečiti ali sankcionirati. Magistrica Naraločnik Sinur, zdravstveni strokovnjaki z področja duševnega zdravja, kot smo že omenili, torej psihiatrije, klinične psihologije in pedopsihiatrije, opozarjate, da je predlog v tej obliki škodljiv. Kaj so vaši ključni pomisleki, mogoče za začetek, potem pa bomo seveda šli tudi v podrobnosti? Ja, mislim, da začne se že pri definiciji psihoterapije, ker jaz mislim, da je tudi tukaj srž problema. Tudi mi, zdravstveni delavci, se zelo strinjamo, da je izvajanje psihoterapije izven zdravstva zelo neurejeno, da potrebuje nek korektiv, zato da bodo tudi ljudje, ki iščejo pomoč na področju, oziroma ki imajo neke stiske na področju duševnega zdravja in jih iščejo support izven javnega sistema oziroma zdravstvenega sistema, imeli varno obravnavo. Ampak, ko pač beremo ta predlog zakona, ki je zdaj v javni obravnavi, pa pravzaprav se zdi, da namen tega zakona ni urejanje tega kaosa, kot ga je gospod sekretar prej tudi poimenoval, ampak da pravzaprav gre zdaj za vzpostavljanje pa prenos tega kaosa v zdravstveni sistem. Namreč, zdaj, če se vrnem na definicijo psihoterapije, tudi lansko leto ali že zdaj 2 leti nazaj, ko smo sedeli v tisti delovni skupini, enkrat smo se srečali, se je že pokazalo, da smo udeleženci tistega srečanja zelo različno si razlagali, kaj psihoterapija je. Zdravstveni delavci razumemo psihoterapijo kot proces zdravljenja, in kot tako jo vidimo, da sodi v zdravstveni sistem. In jo razumemo precej ožje kot ostali izvajalci tega, pač tudi danes se temu na trgu reče psihoterapija, zdaj, ko bom pač to potem bom pač urejal zakon, pa bistveno širše, se pravi, pravzaprav zelo različne načine, široke oblike podpore ljudem v neki duševni stiski, na ta način. In tukaj zdaj ta zakon, pa v tej različici, mi smo takrat vmes predlagali tudi neko dvotirno ureditev, ki bi omogočala, ali pa omogočila, da znotraj zdravstvenega sistema storitve psihoterapije, kjer se tudi že zdaj, že več kot 50 let izvaja kot zdravstvena dejavnost, ne drži, da se ne izvaja, da bi nekako ta del je relativno dobro reguliran, da se pusti kot tak, da seveda pa se uredi ta del, ki je izven. In zdaj zakon to ignorira in zdaj v bistvu pravzaprav mi ne vemo, ko bo nekdo imel naziv psihoterapevt, kakšna je njegova pravzaprav, kakšne so njegove kompetence, kakšna so njegova znanja, kako je bil izobražen, nič ne vemo. In tukaj zakon izenačuje nekoga, ne vem, ki je 5 let obiskoval, naredil recimo fakulteto na magistrski stopnji iz psihologije, potem specializacijo iz klinične psihologije, 4 leta v okviru specializacije se izobraževal iz ene od psihoterapevtskih smeri, ki so skladne z temi mednarodnimi smernicami, ko so pač nekako najbolj uveljavljene v okviru zdravstva, recimo NICE Guidelines, pa Cochrane data, oziroma baza. Tako da, v bistvu, potem bo človek bistveno manj vedel, kaj dobi še v okviru zdravstvenega sistema, kjer načeloma zdaj vemo, kaj nekdo, ko gre iskat v zdravstveni sistem, psihoterapevtsko storitev dobi. Gospod Kordež. Prvo kot prvo, ta zakon ne posega v delo zdravnikov in kliničnih psihologov. To je prva točka in to zakon tudi jasno opredeljuje. Da zdravniki, psihiatri, pedopsihiatri in klinični psihologi še naprej znotraj svojega poklica opravljajo vse tako kot danes in nihče nikoli ni trdil, da se danes v zdravstvenem sistemu psihoterapija ne izvaja. To je ena stvar. Psihoterapija pa ne obstaja kot samostojna vrsta zdravstvene dejavnosti. Na direktno psihoterapijo z napotnico ni možno napotiti. Lahko se napoti psihiatru ali kliničnemu psihologu, ne pa psihoterapevtu. Kar pa pomeni po drugi plati, kot je gospa Naraločnik Sinur povedala, klinični psihologi postanejo zdravstveni delavci, potem ko opravijo specializacijo klinične psihologije. In znotraj te specializacije imajo omejeno izobraževanje iz področja psihoterapije. Ne drži pa, da vsak klinični psiholog in vsak psihiater
po zaključeni svoji specializaciji tudi obvlada psihoterapijo. To ne drži. In se prav tako dodatno izpopolnjujejo na neakademske načine preko društva za vedensko-kognitivno in tako naprej. In tudi to vse obstaja. Dejstvo je, kot sem rekel, da zakon ne posega v delo in ne preprečuje, da bodo to delo, ki ga klinični psihologi in psihiatri upravljajo že danes, upravljali še naprej. Niti ne izenačuje profila psihoterapeuta z kliničnim psihologom ali slučajno psihiatrom, ker zelo jasno zakon opredeljuje, kje je meja obravnave psihoterapeuta in da zdravljenje ostaja absolutno v pristojnosti zdravnika, specialista, psihiatra, pedopsihiatra in v tistem obsegu kompetenc tudi kliničnega psihologa. Tako da to moramo zelo jasno povedati. Kaj ta zakon prinaša? Prinaša pa dodaten profil v multidisciplinarni tim, kar vsekakor razširi in tudi izboljša možnosti obravnave in porazdelitev bremen in pristojnosti znotraj tega tima. V zdravstvenem sistemu je vodja tima in vodja nosilec zdravstvene obravnave vedno zdravnik in tudi po sprejemu tega zakona ostaja popolnoma enako. Še za poslušalce, ki morda niso vešči te tematike, dr. Možina, prihajate iz Univerze Sigmunda Freuda, enota Ljubljana. Kako vi ocenjujete dostopnost do psihoterapije v Sloveniji? Kaj sploh ta obravnava in kje vidite glavne težave vi, ki bi jih recimo z zakonom pa lahko uredili? Dostopnost, mislim, da smo tukaj vsi enotni, tu ni te različne ocene. Vsi pravimo, da je zaenkrat preslaba, in da je to treba izboljšati. Čakalne dobe so nedvomne, tako da ena od glavnih dobrih plati tega zakona je, da bo odprl nekaj več možnosti, da se to popravlja. Torej, glede na stanje, to ne bo čez noč, ampak zakon odpre neko, pot dodatno, da pride, kot je Kordaš rekel, zdaj še en dodaten profil zdravstvenih delavcev in da okrepi te time. Odpre se pa tudi možnost, da bodo zdravniki lahko direktno napotovali k psihoterapeutom, kar do zdaj tega ni. Tako da tukaj seveda ne gre za en tektonski premik, ampak za eno razumno potezo, ki omogoča, da se nekaj premakne na bolje. Seveda pa zdravstven sistem na področju duševnega zdravja stoji pred zelo velikimi izzivi in bo potrebno še marsikaj tudi drugega popraviti, da bi se stvari izboljšale. Recimo, ena od stvari je, da imamo v trenutnem sistemu, da smo soočeni z neverjetnim porastom teh duševnih težav in tudi motenj, in da se odpira vprašanje tudi temeljne strategije. Ali je to, da večji del predvsem mladih in otrok danes dobi predvsem medikamentozno podporo in neko diagnostiko, ali je to tisto, kar izboljša. Žal vse številke kažejo, tudi primerjave v drugih državah, da vkolikor je težišče obravnave problemov duševnega zdravja, tudi pri odraslih, na zdravilih predvsem in na diagnostiki, dolgoročno to poslabšuje stvari. Tako da pred velikimi izzivi smo tudi timi in celotna mreža organizacij na tem področju, kako izboljšati tudi model, pristop. Magistrica Naraločnik Sinur. Ja, zdaj mi smo recimo število napotitev na klinično-psihološke ambulante je leta 2019 bilo 2300, v letu 2022 je bilo 4800, vendar se je ta trend naraščanja pa ustavil v zadnjem obdobju. Jaz mislim, da to vseeno po zdaj tem obdobju epidemije se malo stvari vračajo v neko, ali pa smo sprejeli neko novo realnost, mogoče bolj to. Zdaj, tisto, kar bi pa rekla, mi ves čas in v zdravstvenem sektorju se povezujemo tudi z drugimi resorji, tudi šolskim, socialo in tako naprej, z enimi bolj, z drugimi manj mogoče učinkovito.
Tukaj bi rekla, da se uvajajo programi, in ravno zdaj Ministrstvo za zdravje, smo zelo veseli, podpira implementacijo programa Cool Kids, kjer ga učinkovitost je z dokazi podprta pri sprejemanju z anksioznostjo za mladostnike in za otroke in bo v naslednjem letu usposobljenih novih 200 do 250 izvajalcev, ki bo izvajali ta program. Del jih bo recimo znotraj centrov za duševno zdravje, del jih bo pa tudi znotraj šolstva, ker številni šolski svetovalni delavci so se tudi prijavili na to usposabljanje. Tako da mi tu se zavedamo, da je treba delovati preventivno in na tem tudi delamo. Tudi Ministrstvo za zdravje to podpira. Gospod Gerbec, prihajate iz Zveze organizacij pacientov Slovenije. Ena izmed kritik zakona, ki je predlagan, je bila, da se ga ne potrebuje, saj se psihoterapija kot metoda dela v zdravstvu že izvaja. V Zvezi organizacij pacientov trdite, da psihoterapije v zdravstvu še ni, da se do zdaj uporabljale generična psihoterapija. Mogoče, če lahko poveste še kaj več o tem vašem stališču. Mi v Zvezi organizacij pacientov Slovenije imamo 7 društev, 7 organizacij z tega področja, ki so sami, ti člani, dali v svojem življenju skozi vse tegobe svojih težav v duševnem zdravju, v motnjah. Bili so obravnavani v psihiatričnih bolnicah. Mi imamo recimo društva, ki organizirajo zdaj skupnostne oblike obravnave in bivanja na tem področju. Se pravi, da je zaznanost strani naših organizacij izredno velik problem, da se ne konča zadeva in ne more končati na odpustu z psihiatrične bolnice, ampak da je vprašanje njenega nadaljevanja. Zdajle drugo ministrstvo za solidarno prihodnost je predstavilo študijo na 150 straneh o razvoju skupnostnih oblik za to, da bi ljudi preselili iz zaprtih oddelkov, tudi psihiatričnih bolnic, pa tudi vzgojno-varstvenih zavodov, ven iz teh ustanov, da bi jih preselili v neke skupnostne oblike bivanja, v neke skupnostne oblike obravnave, kar je velik deficit. To smo mi zaznali pri svojem delu, da je največji problem v tem, da je pacient po odpustu iz psihiatrične bolnice ali iz vzgojno-varstvenega zavoda prepuščen pogosto samemu sebi. In tam bi on zelo potreboval pomoč psihoterapeuta, tudi delitev izkušenj med samimi temi, in vse to mi nimamo razvitega. Tu je tudi seveda problem v tem, da je psihiatrov in tudi kliničnih psihologov daleč premalo, da bi lahko sploh to vlogo opravljali. Tudi če jo želijo, mi imamo danes 190-192 psihiatrov v Sloveniji in od teh jih 130 dela popolne tudi v ambulantah, v zdravstvenih domovih. Spravo, mi imamo prvič problem, da imamo premalo strokovnjakov na tem področju že med psihiatri in kliničnimi psihologi, kaj pa šele za tistimi, ki naj bi se konkretno ukvarjali z ljudmi, ki imajo težave v duševnih motnjah. Tega ni. In če smo mi, Zveza organizacij pacientov, lani izpostavila podatek, ki smo ga dobili od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in včeraj smo bili ponovno na zavodu, smo se o tem pogovarjali, da je bilo zaračunano Zavodu za zdravstveno zavarovanje 282.000 tako zvanih površinskih obravnav pri psihiatrih. Kaj pa je to površinska obravnava? 10-minutni pogovor, to ni nič. Pacient, tam je komi bil morda zaznan problem, kaj pa od tu naprej. In seveda od tu naprej pa do zdaj enostavno naš sedanji zdravstveni sistem tega vsega ni omogočil in ljudje nimajo ustreznega podpornega okolja in to kontinuirano v nekem obdobju, zato da se njihovo duševno stanje izboljša. Kje pa so problemi? Problemi so v odnosih med ljudmi, problemi so v družinah, problemi so v šolah in tako dalje. Nemogoče je, da ne bi priznali tega, ker piše vsak dan v časopisu, da je vsak 5. v osnovni šoli izpostavljen oblikam nasilja. Nasilje pa kaže kaj? Ja, da tam nekaj ne štima v odnosih, ali že doma v družini, ali v medsebojnih medvrstniških odnosih in tako naprej. In seveda vse to terja ustrezno strokovno pomoč in strokoven pristop. To je naše
temeljno, izhodišče, in v tem smislu smo se mi vse skozi zelo zavzemali, da se tak zakon sprejme in da se omogoči vstop novih strokovnih profilov na tem področju, pri čemer se pa zavedamo, da konec koncev bi lahko tako funkcijo za nekim dodatnim izobraževanjem lahko upravljali tudi pedagogi, specialni pedagogi in tako naprej. Oni se ukvarjajo z otrocmi, a ne? Samo včasih jim morda manjka nekih ustreznih znanj. Zdaj, ko smo pa se soočali s tem problemom tega spopada med psihiatri, psihologi in psihoterapeuti, je pa verjetno, tako smo mi nismo strokovnjaki za to, ne, zaznali, da je treba dvigniti nivo znanja v vseh teh strokah, ko gre za psihoterapijo. Zdravnik je psihiater, nekaj, imajo svojo specializacijo, ampak ko pa gre za to, da on začne upravljati funkcijo psihoterapeuta, bi pa morali tudi oni, priznati in spoznati, da je potrebno, da imajo več znanja na tem področju. To je naš osnovni pristop, to se pravi dostopnost, kakovost, pa tudi sledljivost in nadzor. Samo še magistrica Narločnik Sinur je želela dodati. Ne vem, a sem jaz tista ali gospod vi, sekretar, ker zdaj v skladno z resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja, ko se je vzpostavila mreža, zdaj mislim, da je že kar lahko rečemo, da je vzpostavljen, večina centrov je vzpostavljenih, centrov za duševno zdravje, in na področju odraslih je del te centrov za duševno zdravje tudi skupnostna obravnava. V timih skupnostne obravnave, ki so namenjeni ravno temu, kar ste vi izpostavili, da je problem, ko nekdo, ki je zbolel za duševno boleznijo, zapusti psihiatrično bolnišnico in se vrne v svoje domače okolje in družina, ki ga sprejme in se mora tudi sprejeti neko novo situacijo. Ravno temu je namenjena skupnostna obravnava. In v tem timu je psihiater eden od članov tima, klinični psiholog je drug član tima, tisti nosilci glavne obravnave so pa delovni terapevt, socialni delavec, diplomirani zdravstveniki, in oni grejo na teren. In recimo zdaj jaz lahko govorim za naše lokalno okolje, zdravstveni dom Velenje, kjer največ sodelujemo z bolnišnico psihiatrično Vojnik, da v bistvu ta predstavniki tima grejo že, preden je pacient odpuščen, recimo včasih na timski sestanek v bolnico, da se dogovorijo, kako bo to naprej teklo pa v lokalnem okolju. Sam vi nimate psihoterapeuta v tem timu? V tem timu, bom še enkrat rekla, je klinični psiholog, ki v okviru specializacije se usposobi za delo pod supervizijo iz ene od z dokazi podprtih smeri oziroma uveljavljenih skladno z zdravstvenimi smernicami. Potem tudi socialni delavci, delovni terapevti pridobijo ta znanja in tudi zdaj sem prebrala v novicah, da bi naj tudi diplomirani zdravstveniki imeli možnost specializacije z področja psihiatrije. Ja, zdaj jaz če se vključim, ampak je prav, hvala magistrica Narločnik Sinur, ste zelo lepo povedala in zato tudi mislim, da je prav, ker ste to povedala iz prve roke kot odgovor gospodu Gercu in to drži. Centri za duševno zdravje tako otrok kot odraslih so eden izmed zelo, zelo dobrih ukrepov in pravzaprav kažejo odlične rezultate. Ampak zdaj, če govorimo pa o tem, kar ste gospod Gerbec izpostavil. Mi imamo vsekakor premalo tako kliničnih psihologov kot tudi psihiatrov na tem področju, sploh ko govorimo na primarni dejavnosti, pa niso samo centri za duševno zdravje, govorimo tudi pri drugih skupinah, govorimo tudi v domovih za upokojence in tako naprej. Potrebe po teh obravnavah so iz leta v leto više. En razlog je staranje celotne družbe, potem družbene spremembe pri mlajših generacijah in tako naprej. Ampak do česa potem pridemo? Primarno specialist psihiater izvaja zdravljenje kot zdravnik in v skladu s svojim delom in svojimi kompetencami ima zelo veliko dela, ki ga mora opraviti. Klinični psiholog prav tako ima širok nabor dela, ki ga mora opraviti. In najpogosteje se v praksi dogaja ravno to, kot ste prej omenili, da zmanjka časa ali je preveč obremenitev tudi za področje ravno psihoterapije. Zato se pogovarjamo pravzaprav o tem, da bomo psihoterapeuta in psihoterapijo pripeljali
dodatno v sistem in razširili že obstoječe multidisciplinarne time, kjer se bodo ta razmerja porazdelila. In pravilno ste povzela mojo izjavo v enem izmed medijev prejšnji teden. Tudi pri deljenju bremen ali pa deljenju nalog sledimo vzoru tujine. Pravzaprav specializacije na področju zdravstvene nege ali pa kot se to v tujini imenuje, je Advanced Practice Nursing, je pravzaprav odgovor sistema na povečane potrebe v družbi, ki jih zdravstveni sistem iz leta v leto težje naslavlja. Pravzaprav tukaj ne gre za to, da mi spuščamo standarde kakovosti ali znižujemo kriterije, vendar gre za to, da dodatno usposobimo profile in kadre, ki so že obstoječi, v tem primeru so to diplomirane medicinske sestre in zdravstveniki, se jih dodatno izobrazi, dodatno klinično specializira, zato da prevzamejo tisti del nalog, ki jih ustrezno strokovno lahko. In zato smo v teh delovnih skupinah vključili tako predstavnike medicinske stroke kot stroke zdravstvene nege in ta program je sedaj seveda v pripravi. In tudi ravno na področju centrov za duševno zdravje, kjer so diplomirane medicinske sestre, kot ste opisala, hodijo na teren in so pravzaprav že sedaj do neke mere avtonomne in samostojne, vendar je potrebno nadgraditi to znanje, razširiti kompetence in potem s tem zagotoviti boljšo porazdelitev teh obremenitev. In ko pridemo pa do psihoterapije, pa prav tako. Zato na noben način cilj tega zakona ni, da se neurejen sistem samo prenese v sistem zdravstva. Je še en izjemno pomemben korak. Ta zakon bo presejal vse psihoterapevte, ki se danes ali so tako samooklicani ali so pa vrhunsko in strokovno usposobljeni. Jih bo presejal. Tisti, ki bo izkazali ustrezno strokovno usposobljenost in izpolnjevanje vseh kriterijev, bodo pridobili licenco in bodo lahko del zdravstvenega sistema. Pa ne samo v centrih za duševno zdravje, ker smo izpostavili tudi šole in tako naprej. Mi smo leta 2023 v novembru prejeli odprto pismo, naslovljeno na ministrico za zdravje, ministra za vzgojo in izobraževanje in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enako možnosti, strani iniciative za zdrave odnose v šolah, kjer so pravzaprav podpisani ravnatelji, učitelji, svetovalni delavci in drugi zaposleni v osnovnih šolah, ki opozarjajo na porast duševnih stisk. In tukaj bi želel, da razločimo med stiskami in boleznimi. In tu je zelo velika razlika. In če te zadeve prihajajo iz terena in pravzaprav so te združeni v tej iniciativi opozarjali na to, da morajo že sedaj opravljati delo za temi posamezniki v šolah, ki močno presegajo njihovo stroko, njihove sposobnosti obravnave in da si želijo supervizijsko pomoč in da je potrebno to vlogo okrepiti in da je treba tudi njihove pravzaprav time oziroma njihove kolektive razširiti tudi z področja psihoterapije. In zelo podobno, da ne bom predolg, je bil poziv tudi socialne zbornice. Ne? Se bomo še potem dotaknili tudi resorjev, v katerih bi bili psihoterapevti. Doktor Možina, želeli ste še? Jaz bi z eno sporednico potegnil, ki mogoče pokaže poslušalcem protislovnost takih argumentov, kot ga je recimo prej gospa Naraločnik pokazala. Recimo, da bi rekli za socialno delo. V timih centrov za duševno zdravje so tudi socialno-delovske storitve zelo pomembne. In recimo, da socialnih delavcev kot poklica še ne bi bilo. In bi gospa Naraločnik rekla, ja, mi smo v centri za duševno zdravje, zelo se zavedamo pomena socialno-delovskih storitev. Zato se zdaj usposabljamo pedopsihiatre ali pa psihiatre za to, pa klinične psihologe, celo delovne terapevte, medicinske sestre. Vsi zdaj se učijo socialno-delovskih načinov dela, ker je to tako pomembno. Ampak socialnih delavk pa nikakor nočemo, da bi se zaposlili pri nas. A ni to malček protislovno? Vsi se zdaj učijo psihoterapije na centri za duševno zdravje, psihoterapevti pa nikakor ne smejo tega priti. Protislovno, meni se zdi zelo. Ja, magistrica Naraločnik. Ja, mogoče tu pridemo spet do razlike v definiciji. Kako razumemo psihoterapijo zdravstveni delavci, kako pa mogoče gospod Možina.
ali pa pač tudi ministrstvo zdaj po tem predlogu zakona. Pa bi se navezala na tole. Če mi razumemo psihoterapijo širše, pravzaprav je nabor storitev tudi že zdaj znotraj zdravstva veliko širši, kot je obravnava pri kliničnem psihologu ali pa pedopsihiatru. Bom pojasnila. Jaz delam 25 let v zdravstvenem domu Velenje. Začela sem tako, da mi je starejša kolegica rekla, ok, zdaj pa ti delala z otroci. V zdravstvenem domu je takrat že deloval logoped, pa je bilo delovne terapije in smo pač začeli delati. In potem je čas pokazal, kakšne so potrebe pacientov, ki poiščejo našo pomoč. In tukaj smo iz tega ven izhajali in tudi recimo ta centri za duševno zdravje, ta kadrovska zasedba. To ni kar tako, kako smo si malo zmislili, ampak je ta kadrovska zasedba taka, kakršno smo glede na potrebe pacientov ali pa družin, otrok, pač mogoče sem bolj usmerjena na populacijo otrok in mladostnikov, ker pač skozi to delam, kakršne smo videli, da so potrebe. Ne samo znotraj našega tima, ampak tudi znotraj lokalnega okolja. In se nam je potem pridružil socialni delavec, delovni terapevt je pač že prej na drugačen način sodeloval, logoped, specialni pedagog, ko jih zelo težko dobimo, čakamo tudi pedopsihiatra, če izhajam iz nas. Zdaj, tisto, kar je bistveno, so temeljna znanja in tukaj se mi zdi, da tudi spet imamo različen pogled. Zdaj, v tem timu je socialni delavec izjemnega pomena, recimo našem, zaradi svojih znanj z področja socialnega dela. Seveda pa je koristno, če razume, pa ima tudi doizobrazbo z področja psihoterapevtskih intervencij. In spet enako za delovnega terapevta. On bo najprej delal svojo osnovno dejavnost, in recimo zdaj, mogoče predstavim model dela. Recimo mi dobimo na 3-letni sistematiki 3-letni sistematski psihološki pregled, skozi katerega gre večina 3-letnikov, govorim večina, zato morali biti vsi, ampak zaradi kadrovskih težav ne grejo po celi Sloveniji, ker mi prestrežemo otroke z dejavniki tveganja za nevrorazvojne odstopanja in za tiste družine, kjer so dejavniki tveganja v okolju. Glede na potrebe napotimo družino, usmerimo ali k logopedu, ali na delovno terapijo, ali se vključi socialni delavec, ali jim ponudimo programe treninga starševstva. Vse to so načini dela, kjerih učinkovitost je z dokazi podprta. Jaz točno vem, kaj dela delovni terapevt, vem, kje bo podprl družino, da bo potrebne veščine pri otroku razvijala, vem, kaj bo delal logoped, in recimo obravnava teh nevrorazvojnih motenj v tem zgodnjem obdobju je zelo velik preventivni dejavnik za pojavljanje zapletov kasneje na področju duševnega zdravja. In zdaj, ravno zato, zdaj jaz tukaj težko sprejmem ta del, jaz sem klinična psihologinja pa od leta 2006 in ves ta čas je integralni del mojega dela je psihoterapevtsko delo. Jaz sem ven potegnila tudi storitve. Moje 55% v tem polletju je bilo različnih oblik intervencij, ker zdaj, če vzamem širšo definicijo, to širšo bi pol grejo noter vse svetovanja, psihoedukacije in terapevtske obravnave v skupini, in tako naprej. In zelo težko mi je to reči, da je to nekaj, kar lahko jaz pol nekomu dam. Jaz lahko dam psihologu, ki je z vedensko-kognitivne smeri opremljen, jaz vem, kaj on dela, jaz vem, kaj on zna delati, vem, da je ta pristop za določeno obliko težav pač podprt z dokazi v smislu učinkovitosti. Generična psihoterapija, se pa bojim, je tisto, kar nam bo prinesel ta zakon, ker jaz pa ne vem, kaj dela, telesni terapevt, on, ko je ogromno enih stvari, smeri, pristopov, ki jih pravzaprav Krovna zveza ali pa EAP pravzaprav priznava kot relevantne. Večina njih nima dokazov učinkovitosti. Ja, smem samo tu, če samo pogledam iz vidika človeka, potencialnega uporabnika psihoterapevtskih, psiholoških storitev. Cilj zakona oziroma vseh zakonov, ki jih pripravljamo, je, da omogočijo boljšo dostopnost, da ljudem omogočijo, da prej pridejo do storitev, do pomoči, ki jo potrebujejo.
recimo starš, ki vidi, da je otrok v stiski, ne ve, kam naj se obrne, morda ali naj gre do družinskega zdravnika ali naj se za storitve za psihoterapevtsko pomoč obrne na trg, kjer pa so te storitve, kot vemo, plačljive. Kako bi ta zakon prinesel izboljšanje, izkušnje za uporabnike, da bi lažje prišli do teh storitev, da ne bi rabili toliko časa čakati, da bi prej ugotovili, kako lahko pomagajo sebi ali pa svojim bližnjim. Gospod Gerbec, kakšne so izkušnje uporabnikov storitev, ki jih vi zaznavate na tem področju? Kako je do zdaj bilo? Najprej morda tole, da je vztrajanje na tem, da se celotna problematika in dejavnost na tem področju duševnega zdravja izčrpa za medicinsko diagnozo in s predpisovanjem zdravil, to seveda vsi vemo, da to ne drži, da to ni res. Kar se naših članov tiče, ki so dali skozi te procese, so številni od njih sedaj, ko so dali vse to skozi, zelo kritični in samokritični do tega, da so bili predolgo podvrženi zdravilom, recimo tipično je antidepresija. A vi veste, da v Sloveniji predpiše 75% vseh antidepresivov, ki imajo lahko hude stranske posledice za ledvice in tako dalje, predpišejo splošni zdravniki. Pa bo lahko nekdo rekel, da je splošni zdravnik po naravi stvari dovolj kvalificiran, da lahko predpiše antidepresive. In to je najlažja pot, seveda, da se nekomu, ki ima določene težave, da mu zdravnik napiše recept in gre in dobi antidepresiv. Resnica je pa drugačna. Da bi moralo se tam nekaj drugega dogajati, ne pa da se predpiše antidepresiv, ker problemi, ki so zadaj za tem, se pa s tem seveda ne rešijo. Tako da naš temeljni je v bistvu, da je pravzaprav, ker je problem so odnosi, problem je pogovarjanje med ljudmi, z ljudmi in tako naprej, in tega niti poznamo diagnoze za to, kakšna pa je diagnoza za družinsko terapijo. Kaj pa je tam? A se da postaviti medicinska diagnoza? A se da predpisati zdravilo? Ne da se. Problemi pa so. Spravo v medsebojnih odnosih. In to je naš pogled na stvar, da vse se pogovarjamo o tistem, kar je v naših glavah, po naših srcih. In če o tem govorimo, potem seveda je še kako mesto za vse tele. In zdaj je res zanimivo, ko poslušam gospoda Raločnikovo, ona si predstavlja, kaj je vloga logopeda, pa kaj je vloga delovnega terapeuta, a vloge psihoterapeuta jo pa ona ne vidi kot tisti nujni dodatni sestavni del, ker a se logoped ukvarja, kaj recimo tak tipično slovensko področje so avtisti. Mi imamo pri nas, v naši organizaciji, imamo članice, ki imajo otroke avtiste. In one so nam povedale, da so se zadeve končale z eno napotnico nekam, v resnici je pa problema avtista izredno kompleksen problem in terja sodelovanje cele vrste strokovnjakov, in če tega pristopa ni, potem seveda je pot navzdol tu. Mnogi otroci ne bi končali šole, tako pa mi imamo člane, ki pravijo, moj otrok je zdaj naredil 3. razred osnovne šole, igra violončelo in tako dalje, bil je pa popolnoma nedostopen, z njim se ni dal pogovarjati. Problem je bil, da je bil zaprt in da se v njegovo dušo ni dalo prideti. Zapleten problem, sigurno. Tako da mislimo, da še kako je mesto za to, da se vključijo v celotno paleto tistih, ki strokovnjakov, ki delajo na področju duševnega zdravja, tudi psihoterapeuti. To je naš temeljni pogled. Gospod Kordež, izvolite. Ja, jaz bi zdaj mogoče za voljo te debate in tudi razumevanja vseh poslušalcev rad zelo jasno izpostavil, da ne bo slučajno zdaj razumljeno, da je odgovor na vsako težavo psihoterapija. Pač se mi zdi, da zapadamo v eno to debato vse splošno, da bo psihoterapija nadomestila vse, kar trenutno obstaja, kar absolutno ne drži in je treba te meje in razmejitve zelo jasno povedati. Ker jaz zakaj to govorim, ker izhajam iz tega, kaj ste rekla. Torej, ko nekdo išče pomoč in pravzaprav ta zakon ne spreminja poti, kako posameznik išče pomoč, vendar pa tisti del, ki se imenuje psihoterapija, ali se z definicijo strinjamo ali ne, je dejstvo, da je trenutno, kar se dogaja na tržišču, popolnoma neurejeno. Še enkrat, in to treba zelo jasno povedati, imamo od tako imenovanih vikend tečajev do izjemnih strokovnjakov z področja psihoterapije. Pa vendar, ljudje med njimi ne znajo in ne morejo razlikovati. Kot drugo, je to v najširši meri trenutno dostopno samo za denar, torej samoplačniško.
strokovnost, kakovost, varnost vprašljiva ali je celo ni. Torej, zakon je namenjen regulaciji, ne deljenju nekih ideoloških nazorov in pa mnenj, kaj bi bilo bolj prav in kaj bi bilo bolj narobe. Torej, trenutno se psihoterapija izvaja na trgu, za denar, je dostopna v okviru javnega zdravstvenega sistema v omejeni obliki. Kakšne so čakalne vrste, niti ne moramo napovedati, ker se jih ne spremlja, ker to ni posebna vrsta zdravstvene dejavnosti. Kaj je cilj tega zakona? Regulacija, ustrezna znanja, in tukaj se z gospodom Naločnik Sinur strinjam, in to je tudi v členu zakona navedeno. Psihoterapevt mora imeti temeljna znanja z področja tako duševnega razvoja, psihiatrije, tudi psihologije, ne? Seveda, vseh teh področji, in to je opredeljeno. Kar se tiče centrov za socialno delo, šol, centrov za krepitev zdravja in centrov za duševno zdravje, nikjer ne piše, da bo psihoterapevt prevzel katerokoli delo. Ampak so to tisti segmenti, kjer zakon predvideva, da je psihoterapevt lahko deluje. Kot vi, ki prihajate iz centra za duševno zdravje, lepo ste povedali, da ste na podlagi tega, kar ste zaznavali skozi svoje delo, torej zaznavali potrebe in se je tudi na tak način prilagajal tim in so se širili člani tima, različnih strok in različnih sfer. In to je tisto, kar pravzaprav zdaj ta zakon omogoča. Kateri psihoterapevt, katere vrste pristopa boste pa vi, ki ste obstoječi strokovnjaki v tem centru za duševno zdravje, vi boste tisti, ki boste opredelili, kakšne so vaše, bodisi lokalne potrebe, in boste se opredelili do tega, kakšno vrsto psihoterapije tam potrebujete, in tako delovno mesto tudi razpisali, ker bodo psihoterapevti usposobljeni iz različnih modalitet oziroma teh pristopov in bodo iz tega izhajale tudi njihove licence. Kar pa, če se dotaknemo samo teh pristopov, jih bo pravzaprav v resnici po sprejemu, kolikor bo ta zakon seveda sprejet, potem opredelila zbornica psihoterapevtov. Je pa dejstvo, da je pravzaprav tudi iz vidika priprave tega zakona so bile upoštevane tako smernice Ameriškega združenja psihiatrov in Ameriškega združenja kliničnih psihologov in pa niz smernice, kot ste jih omenila prej, in ne nazadnje tudi Svetovna zdravstvena organizacija je dvakrat v Sloveniji pri upravljanju tega nadzora pozvala, da pravzaprav ravno na področju psihoterapije obstaja najbolj neurejeno področje, največje pomanjkanje in da je treba to urediti v smislu razširitve te dejavnosti tudi izven zgolj zdravniškega in klinično-psihološkega poklica. In pravzaprav to v resnici ta zakon predstavlja. En čim boljši približek k temu, kar smo se zdaj dotaknili in kaj skozi zgodovino tudi opazujemo. Seveda pa ob tem verjamem, da nismo zadovoljili ravno vsakega deležnika, ampak dialog je odprt. Prav zanimivo je, ko smo začeli to debato, ko je bila prva seja delovne skupine, to je bilo junija pred 2 leti, smo imeli pred sabo poročilo Svetovne zdravstvene organizacije o stanju duševnega zdravja v Sloveniji. Za božjo voljo, oni so tam govorili o psihoterapevtih, ja pol nekaj je z njimi narobe, kako če Svetovna zdravstvena organizacija ugotavlja, da nam manjka psihoterapevtov kot posebnega profila, pa Evropska komisija nam je to napisala, pa številka nam je dala, pol jaz vprašam tiste, ki zdaj temu nasprotujejo, ja potem takem je nekaj hudo narobe za Evropsko komisijo, pa za Svetovno zdravstveno organizacijo, ki enostavno ugotavlja, da nam manjka en profil na tem področju. Magistrica Naločnik. Zdaj tisto, kar želimo tisti, ki smo zaposleni v zdravstvu, da se pristopi, zdaj referenca, na katero se Ministrstvo za zdravje, a ne v tem predlogu naslanja, je EAP. Med drugimi. Evropsko združenje. Kateri ustanovitelj je gospod Fritz, tudi Univerze Zigmunda Freuda. Zdaj obstaja veliko drugih mednarodnih referenc na področju zdravstva in recimo tisto, 2013 je recimo Ministrstvo za zdravje z uredbo o specializaciji iz klinične psihologije na nek način pooblastilo zbornico kliničnih psihologov, da izbere tiste pristope, ki so po teh mednarodnih smernicah tudi uveljavljeni, pa nekako so vključeni tudi v klinične poti na področju zdravljenja duševnih motenj. In to je tisto, kar si želimo. In to je tisto, kar mi lahko vemo, potem tudi kaj dobimo. V okviru smeri pristopov, ki jih pa
nekako so vključeni tudi v Slovensko krovno zvezo, ne? Pa smo šli recimo s kolegi iskati tudi dokaze učinkovitosti, ki bi bili v teh mednarodnih smernicah navedeni, pa pravzaprav smo zelo omejeno, a ne našli. Učinkovitosti pristopov. Ja. In tisto, za kar se zavzemamo, mi tle nismo proti psihoterapiji, saj sami izvajamo psihoterapevtske intervencije ali pa izvajamo ta proces. Nismo proti psihoterapiji. Verjamemo pa, da psihoterapija ni rešitev za vsako težavo in za vsako motnjo. In pa, da pač tisto, kar delamo, da gospodarno porabljamo tudi javni denar, da vemo, zakaj je kakšna storitev in čemu je namenjena. Ta zakon v bistvu zelo spušča kriterije. Po predlogu zakona bi lahko v zdravstvenem sistemu delal kandidat za psihoterapijo. Se pravi, kandidat, ki je seveda kandidat za... Ne, kandidat ne more upravljati samostojnega dela, lahko dela zgolj pod supervizijo. Zdaj, tako, ampak je zaposlen. Zaposlen je v zdravstvenem zavodu, se lahko zaposli. To pomeni, da je edini od zdravstvenih profilov, ki ne rabi imeti upravljenega pripravništva in strokovnega izpita. Ne, to ne drži. Strokovni izpit je obvezen, to zakon predpisuje. In ko se kandidat v sistemu zaposli, je pravzaprav to najboljša usporednica z bodisi pripravnikom ali pa specializantom, če želite. Torej, opravlja dela in naloge pod supervizijo, torej pod mentorstvom. In zelo jasno piše, da tega ne sme opravljati sam. Želim pa sam še nekaj povedati. Zelo na kratko. Seveda, samo okrog primerjave za tujino in naslanjanje na vse te smernice. Pri snovanju tega zakona so bile upoštevane, kot sem že prej povedal, in smernice Evropske zveze za psihoterapijo, Ameriške zveze psihiatrov in Ameriškega združenja kliničnih psihologov. Kar se pa tiče tega nabora, ki je trenutno opredeljen v zakonu, torej 14 različnih pristopov, je pa zgolj pregled slovenskega sistema, kaj trenutno obstaja, in je tudi skladno oziroma primerljivo za mednarodno primerjavo samo za prehodno obdobje, dokler ni vzpostavljena zbornica, ki bo pa potem opredelila, kateri pristopi bodo pa v bodoče dovoljeni in bodo tudi seveda zatem morala stati strokovna argumentacija, za katero bi si pa, tako kot pa tudi za sam zakon, na Ministrstvu za zdravje izjemno močno želeli, da bi pri tem sodelovali tako psihoterapeuti, klinični psihologi kot psihiatri, saj si sicer uspešnosti tega ne predstavljamo in to drugače ne gre, ker to je nenazadnje multidisciplinaren tim neke dejavnosti, ki je med sabo nerazdružljivo povezana in brez sodelovanja in brez skupnega prizadevanja za ustrezen nivo strokovnosti ne bo dobrega napredka. In jaz mislim, da to pravzaprav je tisto, kar je ključ do uspeha. Sodelovanje vseh treh deležnikov znotraj te dejavnosti. Zdaj pa, izvolite, doktor Miran Možina. Prej ste spet odprla to vprašanje, kako zdaj je zakon in dostopnost. Jaz mislim, da smo zdaj poslušalcem dosti dobro odgovorili, da ta zakon omogoča boljšo dostopnost do psihoterapije oziroma odpira pot, da se to z leti še izboljšuje. Zdaj drugi poudarek je bil na kvaliteti, na strokovnosti zdaj teh ljudi, ki bodo tukaj obravnavali. Trditi, da sedanje besedilo zakona ne izboljšuje nadzora in nad strokovnostjo, je čista prenevedanje. Seveda prinaša to dvoje v paketu. Boljša dostopnost in boljša strokovnost. Prvič, boljši nadzor nad vsemi, ki bodo delali psihoterapijo, vključno s kliničnimi psihologi in psihiatri, kateri, zdaj pa gremo k tretji točki, negospodarno trošijo denar. Podatki ZZZS-ja so nedvomni, omenil jih je že gospod Gerbec. Večina denarja za psihoterapijo se porablja za površinske ukrepe, ki nimajo pravzaprav te teže. To ni prava psihoterapija v ožjem pomenu besede. In to je zdaj tisto, a ne, če gospod Naroločnik citiram, boljše gospodarjenje.
Ta zakon prinaša končno tudi možnost, da se bo začel denar, ki ga država namenja za ljudi, da bo res imel tisti učinek, ki ga ljudje rabijo, da bodo dobili res psihoterapijo, ne pa 5 minut nečesa, kar prinese bolj psihiatrom ali pa kliničnim psihologom še malo več denarja. Torej, po predlogu zakona bi psihoterapevti delovali tudi v šolstvu, v sociali, vojski, torej drugih javnih resorjih. Zakaj vi menite, da je to dobrodošlo? Torej, to sem bil presenečen, ko smo v fazi medresorskega usklajevanja, ko je Ministrstvo za zdravje pred par meseci poslalo ta zadnji predlog na različna ministrstva in je potem prišel odgovor Ministrstva za socialo, pa Ministrstva za šolstvo, mi psihoterapevtov ne rabimo. To je bilo zame veliko presenečenje, ker delujem tako v šolstvu, kot tudi na področju socialnega varstva, ne samo v zdravstvu. Imam recimo licenco za supervizorja na področju socialnega varstva, opravil sem strokovni izpit na tem področju že 25 let in opravljam supervizijo za najrazličnejše organizacije, ki delajo na tem področju. In povsod, bodisi v domovih upokojencev, centrih za socialno delo, raznih zavodih, ki skrbijo za rizične populacije, tako z vidika socialnega varstva. Potem že omenjene organizacije za skupnostno skrb na področju. Vsi vidijo potrebo po psihoterapevtskih znanjih in po delu psihoterapevtov, ki je tako bolj preventivno kot tudi kurativno. Tako da to, kar zdaj trenutno zastopa stališča na Ministrstvu za socialo in za Ministrstvu za šolstvo, je skregano z razmerami na terenu. In jaz sem optimist, ta zakon bo dolgo. Ti, ki delajo na teh ministrstvih, se bodo menjali. In jaz vem, da bodo potrebe s terena enkrat prišle, da bodo slišali jih tudi na teh ministrstvih in da bodo se stopili iz teh nerazumnih stališč, ki škodujejo ljudem, tako na področju šolstva in na področju sociale je še kako potrebno, omenila ste tudi druge resorje, da se postopno vključijo visoko usposobljeni psihoterapevti. Magistrica Naraločnik, vaša replika še in pa sklepna misel, kaj pričakujete v nadaljevanju postopka? Zdaj replika na uvajanje psihoterapije v vrtcih, šolah. Zdaj lansko leto vi ste dobili to pobudo podpisnikov. Na to so se pa odzvali tudi svetovalni delavci oziroma sekcija za vzgojo in izobraževanje, društva psihologov in tudi mislim, da so se takrat ravnatelji, ne vem točno zdaj že, ampak so poudarili, da tisto, kar v šolah potrebujejo, ni psihoterapeut, ampak so dobri delovni pogoji in v bistvu krepitev služb, kjer so v resnici je spet mreža je že postavljena, jaz ne delam v šolstvu, jaz sem zdaj tukaj sam tole, kar smo mi so kolegi tudi na nas se takrat obrnili, in da tisto, kar oni potrebujejo, je to, da bodo lahko delali, da bodo lahko otrokom podprli v njihovem zdravem razvoju, njihove vire moči, okrepili, in tudi ta implementacija programa Cool Kids, zdaj v šole, pa to sem jaz od NIJZ-ja, ko pravzaprav pa zdaj imajo tudi program NEO, vidim, da se kar fejst ga implementirajo v svoje delovanje, pravzaprav so temu namenjeni, krepitvi moči. Mogoče spet tukaj pridemo do tega, da različno definiramo to, kaj psihoterapija je, in se mi zdi, da se tukaj drug mimo drugega pogovarjamo, ker se pogovarjamo o jabolkah in hruškah. Zdaj jaz sem pač edina, ko mal drug zorni kot tukaj zagovarjam, kljub temu, da mogoče veliko govorim, da pa slišana pa prav nisem. In zdaj kaj? Nas v resnici zelo skrbi, kaj bo čez čas, če bo zakon v taki obliki, kot je predlagan, sprejet. Nas skrbi, da, zdaj bom še enkrat rekla, mi smo za to in se zavedamo, da je psihoterapijo kot tako izven zdravstva potrebno regulirati. Menimo pa, da je v zdravstvu sistem reguliran zakonom o zdravstveni dejavnosti, ki tudi nadzore opredeljuje z različnimi pravilniki.
To pa se bojimo, da pelje v nižanje standardov, a ne tudi v predlogu, recimo psihoterapeut lahko zavrne pacienta, če ima osebne zadržke, tudi če ne prepozna ali pa če mu pacient ne pove odkrito o svojih stiskah in težavah ali pa kjer del zamolči, kar je pogosto del bolezni, recimo pri nevroloških oziroma bolniki z nevrološkimi obolenji ali pa tudi bolniki z shizofrenijo, a ne, in temi psihiatričnimi boleznimi, potem on ne prevzema odgovornosti za napačne odločitve pri zdravljenju, kar pomeni, da bo odgovornost padla na pleča izbranega osebnega zdravnika. To so stvari, ko nas zelo skrbijo. Poleg tega, da bo v zdravstveni sistem se prenesel en velik kaos. Gospod Gerbec. To zadnje me zelo preseneča. Mislim, da ni spodobno in pošteno, da se servira v zvezi z predlogom tega zakona to, kar je bilo zdaj nazadnje rečeno. Vi morate vedeti, da zakon o pacientovih pravicah, to je 9. člen, če se ne motim, za vsakega zdravnika določa, da lahko on odkloni izbiro pacienta. Ker vi veste, da je temeljni princip po zakonu je svobodna izbira zdravnika. Vendar ima zdravnik pravico, da to zavrne. Mi smo zdaj v pripravi sprememb tega zakona na ministrstvu v delovni skupini se zelo pogovarjali o tem, da bi naj zakon definiral, kdaj pa lahko zdravnik izbere, zavrne svojo izbiro. Smo rekli, če pride do medsebojnega nezaupanja ali do skaljenih odnosov, kjer ne obstaja neko osnovno zaupanje med pacientom in zdravnikom. Vi imate to določbo, o kateri zdaj govorim, je v zakonu o zdravniški službi. Torej, govoriti o tem, da tale zakon pomeni precedens v odnosu na tisto, kar je zdravnikom omogočeno, to ni pošteno. Tudi veljavna zakonodaja za zdravnike, za klinične psihologe, to ne vem, ampak vse to omogoča, se pravi, da tudi zdravnik v določenih primerih lahko, in kar se pa tiče informacij, to, kar je noter zapisano, ja pa kaj mi pacienti pogosto delamo? Ja, mi zamolčimo svojim zdravnikom, k njim prehajamo nekatere ključne informacije in zdravniki se seveda lahko oprejo samo na tiste informacije, ki jih mi damo, pa tisto, kar skozi kakšne preiskave gotovijo. To je osnovni problem od nekdaj, to ni od danes, da pacient zamolči svojemu zdravniku marsikatero stvar, ki je za nekaj težka. Smo na enem mehkem terenu teh medsebojnih odnosov in to, kaj smo pripravljeni odpreti, veste, naše duše so pogosto zelo zaprte. Tako da psihoterapeuti niso tu nič v posebnem položaju, kar se tega tiče. Vsi smo v tem položaju, tudi učitelj v šoli ima osnovni problem ali učenec njemu odprto pove, kaj, ja, kakšne probleme ima doma in se nismo kar tako pripravljeni odkriti in razkritje. To je osnovni problem naših medsebojnih odnosov. In ne smemo zdaj nikoga posebej na to izpostavljati, če tale zakon pa pravi, da psihoterapeut odgovarja seveda do nivoja tistega, kar mu pacient pove, ali pa uporabnik. Saj še nekaj moram povedati, da naši člani v Zvezi organizacij pacientov nasprotujejo temu, da se imenuje pacienti. Oni pravijo, mi smo uporabniki teh storitev, mi nismo pacienti, ker nimamo diagnoze in še nekaj. Eni naši člani uporabljajo izraz preživevci in mednarodna klasifikacija tudi pozna. To so tisti, ki so preživeli kaj? To, da so bili v zaprtih zavodih. Gospod Kordež, kaj pričakujete v nadaljevanju postopka in pa če zakon bo ali pa ne bo sprejet, kako bi se to odrazilo po vašem mnenju čez nekaj let? Jaz mislim, da vkolikor zakon ne bi bil sprejet, je v vsakem primeru to pomeni vzdrževanje kaosa in podaljševanje popolne neregulacije psihoterapevtske dejavnosti kot take na terenu. Danes ne moremo govoriti o tem, da bo ta zakon znižal standarde. Kako lahko zniža standarde, če standard ne obstaja za psihoterapijo na tržišču? Ne obstaja standard za izobraževanje, ne obstaja standard za izvajanje te storitve. Torej, jasno opredeljuje merila, pogoje, kriterije, ki jih mora posamezni psihoterapeut izpolnjevati, brez tega ne more upravljati tega dela. Ker je to del zdravstvene dejavnosti, pa šele takrat pade pod temeljno zdravstveno zakonodajo in šele takrat se lahko vključi zdravstveni inšpektorat in šele takrat lahko sledijo sankcije in šele takrat pravzaprav pride do odgovornosti, ki jo ta zakon psihoterapeutom zelo jasno nalaga. Vkolikor ne prepoznajo ustrezno in napotijo posameznika ustreznemu specialistu, so kazensko odgovorni. Tega danes ni. Tega danes na terenu
Ni. Zato se mi zdi neprimerno govoriti o tem, da znižujemo standarde, če danes standardi ne obstajajo. Jaz mislim, da je to ključno in za bodoče, kar si želimo na Ministrstvu za zdravje, sodelovanje vseh deležnikov stroke. Zato, da bo dostop do teh storitev ustrezen, kakovosten in varen za vse ljudi, brez tega, da morajo potem posegati na tržišču in za to plačevati. S tem, da ne vedo danes, kaj prejmejo in od koga prejmejo. Tematiko bomo še spremljali, gotovo v nadaljevanju tudi bo možnost še za dodatna pojasnila tudi za naše poslušalce, ki se jim zahvaljujem, da so vztrajali toliko časa tudi z nami danes, in hvala tudi vam, spoštovani gostje, za vaše sodelovanje in obisk v našem studiu. Hvala tudi vam. Oddajo sem pripravila Petra Stopar. Veliko povemo, tudi z druge strani.